Ma ja, sigurno, jaz sem bil eden tistih, ki je nekako vedno verjel, da bo Olimpija spet tista Olimpija, ki je bila dolgo časa nazaj, in to se je uresničilo. Kar se tiče pa emocij, pa to normalno, da so še vedno, jaz pravim skozi, že s predsednikom sem se včeraj pogovarjala, preden je šel na pot, da take stvari bojo šele čez kakih 10 dni prišle na svoj mest, da se bomo točno zavedali, kaj smo napravili. Ampak vse, kar smo naredili, je bilo eno trdo delo, pošteno delo, in smo si sigurno zaslužili, da smo državni prvaki. Brez navijačev te zgodbe ne bi bilo, tako da spet so pokazali. Jaz sem skozi verjel, da v Ljubljani je veliko ljudi, ogromno ljudi, ki imajo radi Olimpijo. Mogoče so bili malo skeptični, zato ker so se vsa ta leta dogajale neke zgodbice, ki niso bile neke zgodbe o uspehu, in evo, zdaj smo pa pokazali z tudi prihodom velikega gospoda Mandarića, da je spet, tako kot sem rekel na začetku, Olimpija tam, kar je, in jaz verjamem, da vsi ti ljudje bodo začeli vsi redno hoditi na štadion. No, sigurno je bilo turbulentno, ampak na koncu moraš napraviti nekaj, da osvojiš naslov državnega prvaka, in mi smo samo spremljali našega predsednika, smo mu verjeli, in on je to zadevo pripeljal tako, kot je treba. Zdaj, kaj bi bilo, če bi bilo, bo to pač nekako večno vprašanje, ampak noben ne gleda več to. Najbolj važno je to, kar smo si vsi želeli, zastavili cilj, to je, da smo državni prvak, in to je najbolj važno. Sigurno, da bo ta sezona bistveno težja, ogromno več pritiska bo, nekako bomo na frontah in Evrope, in pokala, in domačega prvenstva, tako da bo zelo težko, ampak treba nekako verjeti, da lahko spet napravimo eno lepo zgodbo. Zdaj se nekako vsi fokusiramo na Evropo, ampak jaz bom še enkrat poudaril, da ne smemo pozabiti na domače prvenstvo, ki bo veliko bolj važno. Sigurno, da se je treba okrepiti, tako kot sem rekel, da bomo na frontah, in je pomembno, da na vsaki poziciji imaš sigurno ene, dva, tri igralca, ki v vsakem trenutku, ko pride do kakšne rotacije, da zamenjata, da napravijo nekako razliko, da je dodana vrednost. Tako da je pa tulele sigurno odloča trener, kaj si točno želi. Bomo videli, jutri imamo že nek sestanek, da vidimo, da sestavimo počasi, in rabimo pa širok izbor igralcev, sigurno, da, tako kot sem rekel, zamenja vsakega igralca, ker na koncu bo to odločalo vsem. Rodolfo Vanoli je velik entuzijast, mogoče je tudi malo preveč tega, ampak to je vse v efektu. On to nekako čisto drugače gleda, se ga opazujemo tudi med tekmo, kako ne odpade, ampak to je prinesel veliko stvari pozitivnih v garderobo, to so igralci rabili, on je tudi velika avtoriteta, in na koncu, tako kot sem rekel, to se je obrestvalo, igralci so nekako verjeli v njegov sistem, mogoče na začetku so bili malo skeptični, kajti težko je, da pač spremeniš čez noč sistem, ampak toliko kvalitete, ki imamo mi v naši ekipi, ni bil problem, in to so pokazali v zadnjih 5 tekem, da imamo daleč največ kvalitete v ligi. Jaz mislim, da je to šele začetek, kaj nas bo še vse v naslednji sezoni, kaj bomo vse doživeli, tako da je pa ne en korak, 10 korakov smo šli naprej. Ljudje to zdaj čisto drugače gledajo. Ljubljana se je prebudila, kar je bilo najbolj važno, in ko se nekako Ljubljana prebudi, potem vsi v Sloveniji spet nekako verjamejo, da bo to prvenstvo, naslednje prvenstvo, da bo še bolj zanimivo.
Tako da res vsa čast tudi medijem, da so napravili eno veliko stvar.